Cherry Mountain, Marcel, zdravo. Živijo. Če bi poslovenili vaše ime, bi rekli, da ste Višnja Gora. Ja, točno tako je. Ja. Zakaj? Kaj pa vem, mislim, da je to iz neke fore nastalo že toliko let nazaj, ampak smo nekako poangležili naš domač kraj, no, tako da in se kar nekako nismo mogli losati tega imena, tako da smo pač poimenovali cel projekt kar Cherry Mountain in to je to, no, tako da se kar prijeli. To pomeni, da tudi od tam prihajate? Je tako. Če pa pogledamo v zgodovino, kdaj se je pričela pot skupine? Bi rekel, da so nekako zametki že iz leta 2012, ker tudi v bistvu tale prvi singel, ki smo ga posneli, oziroma sem ga posnel, no, je bil v bistvu že, mislim, da 2013 posnet. Ali pa celo 2013 ali pa 2014, tako da je v bistvu že kar stara zadeva. Je pa trajalo v bistvu, da smo nekako sprovedli pa izdali singel zaradi tega, ker smo imeli pač malo težave s člani benda, no, tako da smo zdaj v bistvu jaz pa basist Maticem Zorcem, v bistvu ta glavna baza benda in pač delava sama dva skupaj naprej, no, tako da. Se potem občasno pridruži še kak tretji, četrti član? Tako je, več ali manj zdajle za špile, malo loberava še kakšne bobnare pa kitariste, ampak zaenkrat nimamo nič stalnega, no, tako da smo v iskanju, tako da mogoče, če se kdo iz poslušalcev najde, pa bi ga kaj zanimali, dobrodošel, drugače pa zaenkrat smo same dva, no, tako da. In rocker mora biti, kaj ti igrate rock glasbo? Tako je, neko tako zmes hard rocka, metala, punka, countryja, tako da imamo zelo različne v bistvu nianse, ampak to se bo pokazalo pol še pri drugih singlih, no, tako da zaenkrat je bil ta bolj tak južnaško hard rock naravnan komad. Kar nekaj materijala že imate pripravljenega, kot si dejal prej, sedaj pa sta postregla skladbo Call It Home. Tako je, v bistvu zdaj na vsak način jaz mislim, da se človek lahko poistoveti s komadom, ki mu je všeč in pač sam sebe noter najde, no, ampak zdaj meni osebno, ko sem komad napisal, je bil pač neka želja po nečem več v življenju in nek beg iz domačega kraja, ampak ki ga nekako v srcu in tako pa drugače ne moreš izpustiti, ker ga imaš preveč rad, ampak v bistvu ga na nek način tudi sovražaš, tako da je v bistvu ta love-hate odnos do svojega domačega kraja in do ljudi in do samega sebe, no, tako da mislim, da je to neka taka malo globi pomen, kakor pa se sam komad izraža, no, ampak tle nekje smo. Na nek način nostalgija, po drugi strani pa tudi ne. Točno tako je, v bistvu nek ta interni boj, ki si res nekaj zelo želiš, ampak te nek strah vleče nazaj, da se v bistvu na nek način ne upaš spustiti v neznano. In to je v bistvu nekako glavna tematika tega komada. Pesem je nadgrajena tudi z videopodobo? Tako je. To je pa v bistvu Marko Duplišak, drugač vrhunski pevec skupin Inmate pa Guilty of Joy delov, tako da smo kar zadovoljni, no, mislim, da je res vizualno zelo lepo izpadel, v bistvu nek ta lokalni hrib nad našo Višnjo Goro. Mislim, da smo tudi nek ta pravi moment ujeli s tem soncem, tako da se mi zdi, da je kar neka taka lep kontrast naredil s komadom, no, tako da. Prva skladba je tu, kako razmišljate naprej? V bistvu plani za naprej so pač singel pa po singel nekako konsistentno izdajati, pa sprot nekako poiskati redne člane za band, pa seveda koncertiranje, no, tako da se nekako veselimo tega. Zdaj prvi koncert imamo 15.1. v Ortobaru v Ljubljani, pol pa naprej pa upamo na čim več pilov, no. Bo pa skladba sedaj zaigrala tudi v našem radijskem etru, zato Marcel, boš poklical domov? Absolutno, tako kot vedno. As a kid and all through my high school years, I've seen them build, I've seen them tear down buildings without even making a sound. Friendships made and friendships done, as years went by you look back. Sometimes
disappoint.